Pozdravljene, drage besedoljubke in drugi. Že skoraj mesec dni je od volitev in nova vlada se že oblikuje. Tokratno povolilno dogajanje prinaša eno novost. Gotovo vsi poznate izraz Pirova zmaga. Nekdo, ki formalno sicer zmaga, je v končnem seštevku dejanski poraženec. V naši politični areni pa se dogaja tako imenovani Pirov obrat. Dobili smo nekakšne Pirove poražence. Nekdo, ki ni bil izvoljen, bo vseeno lahko minister. Takšnim Pirovim poražencem rečemo polraženec. Polraženec, ko si poražen, a samo na pol. Ko volilni poraz ne zapečati tvoje politične kariere. Poslanskih stolčkov je sicer zmanjkalo, a se je našel ministerski, kar, priznajmo si, ni slaba tolažba. Polraženec, naša nova beseda tedna. Najbolj izrazita polraženca sta prav gotovo Marjan Šarec z liste Marjana Šarca in Alenka Bratušek iz stranke Alenke Bratušek. Oba sta ostala pod volilnim pragom, a oba bosta, kot kaže, ministra. Zlobni jeziki ob tem že zbijajo šale, češ da gre za podpražna ministra, a precej bolj vljudno in spoštljivo je, če jim rečemo polraženci. Soroden izraz polražencu je blizvoljenec. Z njim opisujemo nekoga, ki je na volilni večer nestrpno spremljal rezultate in se na trenutek morda že veselil poslanskega sedeža, a je na koncu vendarle ugotovil, da je bil samo blizu. Medtem ko se nova vlada oblikuje, pa odhajajoča bije tekmo s časom. Svoj odhod skuša čim bolj upočasniti, zato da bi lahko izvedla še zadnje milijonske posle in zato da bi lahko za nedoločen čas v javnem sektorju zaposlila še zadnje zveste kadre. Tej tekmi s časom rečemo dirkadriranje. In seveda tudi ti, ki jih bo vlada v odhodu uspela v zadnjem hipu spraviti na nek dobro plačan uradniški stolček, se bodo lahko imeli za zmagovalce v porazu oziroma polražence. In to je bila beseda tedna. Ti, kdaj mi zdaj najboljš cajt za subscribat? Ja, po moje, da... Ne, še. Še malo počakaj. Še. Ne, še. Zdaj! Ja, dajmo!